Lep pozdrav, sem Parsifal, kralj Svetega Grala. Povedal vam bom nekaj o pripovedovanju. Povabim vas v grad Svetega Grala. Nahajamo se v času, ko se je treba aktivno vprašati, kdo smo in kaj smo. Da lahko vzpostavimo zdravorazumske vrednostne sisteme, moramo najprej realno vrednotiti. Namesto k idolom se moramo zatekati k idealom. Namesto nemega gledanja televizijskih ekranov občudujmo raje žive notranje slike. Žive notranje slike aktiviramo z zdravilno močjo besed. Pripovedovanje je širjenje zdravilne moči besed. Kaj je pripovedovanje? Pripovedovanje je doživeto podajanje zgodb. Ni zgolj suhoparno reproduciranje vsebin, ampak je aktivno podoživljanje. Pripovedovanje omogoča široko percepcijo, saj aktivira tudi sinestezijo. Pripovedovanje omogoča aktivno participacijo v podanih zgodbah. Zdravje je aktivno zavedanje. Tudi pripovedovanje ga omogoča. Ker med pripovedovalko ali pripovedovalcem ter publiko poteka interakcija, gre pri pripovedovanju za medsebojno prilagajanje, kar omogoča humano aktivno sporočanje in ne suhoparne reprodukcije. Pripovedovanje ni referiranje, kajti aktivno aktivira tudi širše kontekste. Pripovedovanje se ne nanaša zgolj na leposlovje. Pripovedovati je možno tudi dejanske zgodbe iz zgodovin civilizacij. Tokrat se osredotočimo na turizem. Vsako okolje zraven materialne dediščine premore tudi duhovno dediščino. Zgodbe so tiste, kar okolju, se pravi materiji, doda življenje. Okolja ni treba zgolj videti, ampak ga je treba zaznavati tudi širše. Te širše zaznave nam soomogočajo tudi pripovedovanja. V tem kontekstu so pripovedovanja osmišljevanja, se pravi manifestiranje smislov. Glede na dejstvo, da beseda smisel vsebuje tudi besedo misel, je razumljivo, da nekaj osmislimo z aktivnimi mislimi. Kako to deluje, vam bom prikazal na popotovalnem pripovedovanju skozi Ptuj.